17-letna Izabela Mort je ena najmlajših članic slovenske reprezentance gluhih, ki se bo letos prvič podala na olimpijado gluhih v Tokiu. Pot do tja ni bila lahka, a zanjo vsak korak pomeni zmago. Svojo mladost usklajuje med šolskimi obveznostmi in napornimi treningi. Kljub temu vedno najde prostor za dobro voljo in druženje s sotekmovalkami. V klubu Kronos je del uspešne ekipe, ki je dosegla tudi državni rekord v štafeti. Atletika je zanjo postala več kot le šport. Že od skozi sem bila povezana s športom, ampak z atletiko sem se začela ukvarjati malo kasneje, torej v 9. razredu. Prej sem pa trenirala vrsto športov, torej bila sem v odbojki, tenisu, plesala sem rada. Z Izabelo sodelujeva 3 leta. Vem, da se je prej ukvarjala z različnimi športi, tako da sem vesela, da se je našla v atletiki. Vzela za svoj izziv eno množico disciplin. Malo se tudi spogledujeva že z mnogobojem, tako da jo čaka še lepa prihodnost v atletiki. Vem, da se lahko pri tem športu izboljšam, zato ker je pač individualni šport, torej sem jaz odgovorna za moje rezultate. Zelo različni treningi so. Izabela je motivirana, vztrajna, zelo dobro usklajuje šolo, glede na to, da ne živi doma. Tudi treninge, ima vedno dovolj časa, tudi na pripravah se imamo luštno, zelo družabna. Punce so jo vzele za svojo. Je tudi članica štafete Kronosove, ki je tekla državni klubski rekord. Po mladinskem svetovnem prvenstvu lansko leto je to ena velika stopnica naprej, ker gre v areno v absolutno člansko konkurenco. Upamo, kaj pa vem, bomo videli. Najprej so kvalifikacije, potem polfinale, finale, dalj, ko bomo prišli, bolj bova zadovoljni. Na olimpijadi gluhih bo Izabela tekmovala v teku na 100 in 200 metrov ter v metu diska. Priprave so usmerjene v natančnost gibov, popolno zbranost in notranji mir, ki ga potrebuje na velikih tekmovanjih. Na olimpijskih igrah gluhih si želim pokazati moj najboljši rezultat, ker vem, da sem tudi sposobna, pa zastopati barve moje države. Ne dobi vsak priložnosti, da gre lahko na tako veliko tekmovanje, in se mi zdi, da bo taka ful dobra izkušnja. Za mlado atletinjo je letošnje leto prelomno. Po nastopu na mladinskem svetovnem prvenstvu se zdaj prvič podaja v člansko konkurenco med najboljše gluhe atletinje sveta. Prihajajoča olimpijada bo zanjo priložnost, da pokaže, kam sta jo pripeljala večletno delo in nepopustljiv značaj.